sem ga stisnil. Rekord now, stisn sem, naprej se premika. To je to, ne? To je to. Zanj sem eno tako lušno slikco videl, veš, kaj je tako en bolj debel gledal prazen hladilnik, pa je bila pa una budina misel zraven, ne? Kaj rišče že v tebi. Ja. Sem videl to, ja. Lepa. Lej. Tako, ja. Dobro. Dobro, bomo štartali malo, ali kaj? A da bi? A že gremo? Lahko pa tudi če kakšno rečemo, tako kot smo. Sej. Lahko kar napičimo, ali kva. Tako da kaj, štartamo epizodo 34 pred zadnjo. Pa dejmo. Zdravo, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelamo tudi eno poglavje iz Štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. Pelicom.bir, koda brez panike, 10% popust. Družabni smo, ampak samo na omrežjih. Afna, opravičujemo se. Hvala, ker nas poslušate. Zdaj sem ugotovil, da bi mogli narediti eno novo foro, Ja, da ljudje, ki poslušajo, se pravi ljudje, ki poslušate tole, objavite na storju vašem v Instiču, pa nas omenite, Afna, opravičujemo se, pa bomo pa mi tudi to omenili, da vidimo, kje vse pač to vi delate. Tako da dajmo malo biti družabni, virtualni in bla, da se bomo imeli fajn. odlično. To se mi je zdelo tako, da moramo malo upgrade, da smo malo v koraku s časom. Veš, da nismo taka klasična radijska uneka, ki ima telefonsko tajnico. Stara šola, lej, nismo iz novih cajtov. Smo ugotovili, da ni glih prav obiskana, ne? Tako da mogoče bi se res tega novega peljevega twista poslužili. Dajmo provat. Wow. Na tajnico nas noben ne pokliče. Da bi nam vsaj kakšen od sveta knjige, kakšne knjige ponudil ali pa kaj takega. To ne, ja. Sam Zakaj, ker telefonska je unlisted v resnici. Ne, ta fake, če bi dal nekemu imenik, pol bilo boljše, tako kot ti praviš. Ja, Pol bi delali. Veš, pa bi lahko vsaj dal kdaj v oddajo, da sam neki, a veš, a imate 5 minut časa, a veš. Ja. Sam na hiter bo. Ne hiter, ja. Ena kratka raziskava, kako ste zadovoljni s svojim uporabo. Ampak Interneta zmeraj si nekaj. bil pa izžreban, se spomniš? Ja. Izžrebani ste bili za raziskavo. Ko smo se pogovarjali, da tale Biblos ful dobro dela. Ne. A da ne. Na to misliš, da ne. Čak, da vam pokažem. Aha, Na črnem je Štoparski vodnik. dobro zgleda. Fajn se bere. Jaz sem že na 15. strani. Mogoče je to Joe Janta skin, veš. To je tisto, ki si dal očala gora, veš, pa pol so se, ko je bila sledila nevarnost, so se toliko zatemnila, da nisi nič videl, pa te pol ni bilo več strah. Ja, make sense. To so naprej že. Ja. Ne vem, kaj so bile. Joe Janta 2000 se mi zdi, da Nekaj so se takega, imela ja. ta očala. Ja. Ne spomnim se, ampak najbrž so bila. Tako da mogoče, da je to, da so prepoznali Lovrotov obraz, pa so ugotovili, da je treba filter do 12 let dati gor in evo tega. Pa čakamo, a so sej Štoparc ni filter do 12, a je? Ma zihar, se danes imaš na vsaki risanki tamle po televiziji, ki gledaš, če nisi star 12 let, moraš gledati v spremstvu staršev. Ne, niso Še vse. Ja, vse. Še dokumentarc. Dobro, dokumentarc valjda, dokumentarc. O živalih. Ja, mislim, a veš, lahko tam. Ja, saj so not nasilni prizori. Tako. Mislim, lej, a veš, se je zaporočila, pa ben ne reče. Zanimivo pa, da nasije eno pa ni treba imeti. Ne gledati noter, ker so nasilni prizori, najmanjčken meska pojeja. Ja.
Ja, tako bomo. Dobro, pa sem vam že rekel, ta prizor mučenja živali, ki sem skoraj za 3 ure mislil, da bom vegetarijanc rato. Ko sem gledal une videote v seriji, so bili videi iz YouTubea, veš te, ki jih kažejo si, ne, te. In kar malo slabo mi je bilo pri srcu in pol sem 3 ure kolebo, pa sem se odločil, da brez veze. Ok, zanimivo, da te to, ko bi rekel, pregnalo tega. Zato, ker je bilo v zgodbi, veš, da je uno. Ne. Aha, ok. Ja. Ok, Biblos ne dela, super. A skenslamo, to je to, konc, Biblos ne dela, fuck that shit. Gremo dam, smo že doma. Opis doma. Še ta udarc. Zdi ti malo frceraš. Imam jaz. A v snemanju tudi ne, tam tudi outlet. Ne vem, moram pogledati. Čakaj malo. Ne, pogledaj. Mogoče malo čez rumeno grem, čakaj, se bo dal malo nižji. Kaj? A ti sken na kompjuter pošljem. No, ok, imamo na kompjuterju, dobro, da smo spomnili. Adobe Digital Editions pa dela. A res? Evo, sem se dal malo, zdaj pa ne grem čez, tako da upam, da ti ne bo preveč prebijal ten čez. Ne, se če ne gre čez, je v redu, bolj da je manj, kukor da je več. Prej je šlo čez, tako da to mislim. Ja, kaj se je slišal te. Prej je šlo čez, se upravičujem. Se imaš že v naslovu podcasta, tako da vse v redu. Torej, gremo že kar na epizodo. Ja, ne, zdaj moramo v prejšnji epizodi. To mislim, v prejšnji epizodi, se to sem mislil. Ja, pejmo, ne. Kaj smo imeli? A ja, tele gumbe, ne? Ja. Neki so streljali na njih, ne? Pol pa tudi že niso več. Haha. Ja, ker so malo nehali. Zaradi nekega čudnega razloga, ker niso mogli več. Najdel sem zanimiv podatek iz radijske igre, ki smo jo tudi omenili. Policajema v radijski igri je bilo ime Shooty and Bang Bang. Okay. To je bilo malo prej zmišljija, ampak ok. Shooty and Bang Bang. Sta imela čisto jasno vlogo, ne? Ja. Ne, pa samo ona dva nista bila taka, zakaj? To res, v bistvu nista bila, ker sta bila pač pa ona bi debatirala. Mislim, rada sta sicer streljala, no, ampak sta bila pa tudi občutljiva. Tako. Ja, čuteča sta bila. Čeprav mogoče sta bila v radijski igri malo bolj tako kavbojca, bolj šuti pa bang bang. Šuti pa bang bang. Mislim, da je pa res prav tako. Ja, ampak pol sta kar enkrat nehala in šutirati in bang bangat, ne? Jep. Tako da sicer se je to vsem zdelo blazno neverjetno, ker jim je bilo to početje ful neki v veselje. Ja. Ampak pa so... Dejala sta tako tis, ja. Tako je, pa so šli pogledati in sta bila možakarja tako čist zares mrtva. Ja. Ne, je bilo fjartik. Konec. In potem je bil, če se prav spomnim, pečino obešalnik. A ne, potem je pa pisal na zračnem vozu od unih dveh, ne, da še najbolje bi bilo pritisniti ta gumb. In ta gumb nas pripelje v novo poglavje. V novo epizodo. Še prej pa opozorilo za kvarnik. Taka ameriška. Ja, lej, tako kaj je za kvarnik. Še s kakšnim takim dramatičnim glasom bi mogli povedati. To so te ameriški komercialni radiji, ki so vsi ful navdušeni, pa govorijo, da je ful dober. Ali pa naši. Ni treba je to v Ameriko. Minorno časa, kot tam jaz jih... Sej to copy-paste, veš, vse skupaj, ne. Le, če v Ameriki se parijel, bo tudi pri nas dober. Ja, jaz poslušam sam nacionalne radije, RŠ pa za tega, ker otrok ima skozi radio Bob Pačgan, še radio Bob, ampak oni niso tako spektakularni. Mi smo sedaj nazaj in slišali ste opozorilo za kvarnika, ga povemo še enkrat. Ja, ne moramo ga povedati, zato ker ga... Se res, čako, RŠ poslušaš peli še, ali kaj? Ne več. Ja. Mogoče že ne več, ker snemamo to mi malo preteklosti. Mogoče ne več. Ja, jaz ga imam, RŠ imam vedno na enki v radiju, mislim to je najbolj smešen lik, za tega sem te hotel vprašati, jaz ga imam tudi, jaz ga imam sicer na, mislim, na šterki, ampak ga zmeri dan kaj trojka ali pa šterka, ampak ga ful malo poslušam. Vam pa na dvojki. Zato, da pol, če se resetira ali pa vadeva, da začne na RŠ-u, pa pač, kadar je muska prehard, pa zamenjam. Aha, ok.
Totalka je bila ta prvič zavrtena na RS. Ok, respekt, RS. Ne, se pravi, jaz ga imam tudi, zmeraj ga dam noter, ampak ga že full časa nisem poslušal. Ne. Imam ta nacionalka, radio SI, Val 202. Jaz mislim, da sem ga nazadnje, ker sem za Spektruma igrice snemal. Ne, jaz sem poslušal bombole vse, kadar sem imel le cajt. Dobro, to je tudi to je tudi nekaj časa nazaj. Že tudi je 25 let pasalo, odkar sta Maček pa Sreč imela. To je tam nekaj Spektrum laufo skoraj. Najdel sem na netu, imajo eno, leta 2009 so imeli, ne vem, kjer obletnico, se pravi najbrž 69, 29, kdo bi rekel. Ja. Najbrž je bilo 40 ali kaj. Čak se, a ni imel Jonas tam tudi tiste Shakespeare, pa tisto? Ja, pa stari, pa Butenskala, pa vsega boga. Titan Dronik, Butenskala, vse je bilo, se pravi, ampak in bombole in ne, igrice za Spektruma so. Vaš omiljeni DJ Jure, Longika, ne, je imel prvi štekane tam, pa svojo glasbeno oddajo, pa tako. Tudi res. Tako da, če še zmer traja tale borba Radio Študent z šovom, pejte na koalicija.radiostudent.si pa podpišite peticijo. Ja, mi smo za... Radio Študent je pomemben. Ja, tako ja. Ohranite ga, ne ga prodati prekleti pezdontarji šovorski. Vemo, kakšna banda šovorska je. To je benti, videli iz prve roke. To je valilnica kadra za parlament. To je mene zelo skrbelo. Točno to. Mi da speljem sva jih gledala v priljubljenem lokalu, ki ga ne bova povedala, ampak smo mi tudi kaj na kavo hodili, ne, in oni so tudi kaj in jebem jim pip, a jaz sem že rekel jebem, pip, zabruhat. Ja, res pizde, šalabajzeri. Stari, tako ti bom rekel, ali podmladek, lev ali pa desen, ista gnojnica, res, ista gnojnica. Sam za skupaj. Te idealistične utvare sem jaz že nekaj let nazaj pustil v nemar. V nemar, tako da... Ja, pustimo se ni, zdaj sem... Kar malo žičal, ko sem se na unga spomnil. Jaz sem malo žičal, tako sem po peru planu. V glavnem, ja, gremo naprej z štoparskim vodnikom po galaksiji. Yes! Ne, zdaj pa vsi govorili, da smo na komercialnem radiju. Pa še vi, drage poslušalci, povejte, kako se počutite v 34. poglavju, pokličite na nič 5. Ja, ok. Samo ali zelo smešen, ker malo bolj to komorno. Ja, ker ni na peru, tako da bo pa mečkam bolj komoren. Radio Arsal. Ja, sej. Glede na to, da pridemo v tem poglavju, pridemo na, zvemo, da se oni peljejo s hitrostjo R17, ne? Ja. Yep. Ki jo bomo pol sicer razložili, ampak mogoče bi veljalo upozoriti, da je to, dragi poslušalci, to je strašno velika hitrost. Prosimo, da tega ne poskušate doma. Hvala. Ja, to je res. Ko smo pa ravno pri hitrosti, sem pa malo raziskoval in sem našel najhitrejši avto na svetu. A veš, kjer je to? A veš, kjer je najhitrejši? Služben. Ta je v bistvu res hitrejši. Ta je v bistvu res hitrejši. Tistega ni nič škoda, tisto sam piči. Pun gas, valjda. No, dej, zaupaj nam v tem te hitrem avtu. Ja, pa poglejmo. To ni važno, to je to, služben je najhitrejši, zakaj bi razlagali? Poiščite, na internetih poiščite. Bomo samo povedali podatek, koliko gre. Gre 508,73 km/h, oziroma 316 mil ali neki, in je firma, ki še nikoli nisem slišal, SSC Tuatara. No, to moraš reči, da je to serijski, ne, kao. Tako da ja, no. Boh ve, koliko stane, ampak zgleda pa kar tako, človek rekel, bi pasel kakšnemu temule vilenu iz Bonda ali pa kaj. No, jaz sem tudi pol raziskal, s katero hitrostjo največjo je človek potoval, ne? Povej, lepa.
In to je bil Apolova kapsula, ki je vstopila nazaj v zemljino atmosfero in je šla s 40,000 km/h. Wow. To je kar podatek. Ja. To je kar podatek. No, najhitrejša stvar, ki smo jo naredili, je pa sonda Parker, ki v bistvu ona gre proti soncu, ne? Ali v sonce gre, nekam, v glavnem. Sonda Parker, ki v bistvu zdaj brzi z brzino 466,000 km pa kusur na uro, ki bo pa leta 2025 čist pri soncu, bo pa šla tam skoraj 700,000 km/h. Oziroma, Peli, vse to bojo poslušalci tudi čez vedeli, to je tako kot ona ladja od totalnega razdejanja. Točno, wow! Kar impresivno. Ona je šla tudi v sonce. Ona je šla tudi v sonce. V sonce, ja. Kopiramo za štoparcem. Mislim. Ja, lej. Znanost ne bila nič, če ne bilo štoparca. Čeprav ne, se vemo, da Douglas ni resno, mislim resno. Nisem imel za futurista nikoli, vsaj tako je rekel. No. Očitno sem vaju zgubil. A ste? Ja, sem vas zgubil vmes. Kam je pa tebe odneslo? Ne vem. Mogoče mogo kompjuter štartati. Ne veš, kaj lahko še povemo, da seznam najhitrejših reči, ki obstajajo, je pa sicer zelo velik in ga bomo, mislim ne, zelo velik, zelo dolg. In ga bomo tudi dodali v zapiske. Ker smo pa zdaj glih pri hitrosti R17, ne, bi pa vzeli kratek predah in predali mikrofon naši naslednici tatogosti, to je Nataša Briški. Vsi jo poznate, športna novinarka, dopisnica iz Amerike, urednica Metine liste in podcasterka že od leta 2013, pazi to, Met in čaj s Pengovskim, ki je bil že tudi pri nas, ki je deklamiral povogonsko poezijo v kjer epizodi to? To smo bili še na enomestnih številkah, a ne takrat? Ja, verjetno, ja. Ja. No, ima pa še LDGD, aktualno politični podcast in še Evropska četrt, ki govori seveda o Evropi. Nataša, a se slišimo? Ja, seveda, zelo dobro vas slišim. Super. Izvoli, lepo prosim. R je mera za hitrost, ki je definirana kot smiselna potovalna hitrost glede na voznikovo zdravje in duševno počutje ter s pogojem, da ne bo zamudil več kot 5 minut. Količina je torej skoraj neskončno odvisna od okoliščin, saj se prva dva faktorja ne spreminjata le s hitrostjo kot absolutnim pojmom, temveč tudi zavestjo o tretjem faktorju. Če te formule ne obvladamo s potrebno umerjenostjo, lahko povzroči hud stres, čire na želodcu in celo smrt. R17 sicer ni vnaprej določena hitrost, je pa brez dvoma mnogo prevelika. Hvala, Nataša. Se poslušamo. Kaj se pa pri nas zgodi? Ja, nič ne, oni so zdaj s tem zračnim vozom šinili po zraku in jih je odložil direktno pri njihovi ladji, ne, pri Zlatem srcu. Yep. Zraven je bila pa parkirana pa ta policijska vesoljska zadevica. Iz kapa Blagulona. Tako. Ja, prav s tem, ja. Prav s tem. Sem vadil, veš, sem hotel povedati. Se vidi, zelo lepo povedal. Ja, ladja je bila nenavadno tiha, ne? Ja, malo je tako dala, malo je dala tako malo spooky, kako bi rekel, vibe. Ja, in Fordu je bilo malo sumljiv, ne? Sploh glede na to, da sta že policaja sumljivo odapela papke, ne? V bistvu tudi drugi ni bilo je malo zebel, ne? Tudi drugi se niso, je bilo nekaj čudnega, ne? To, ki je zebel, da ni nobenega v bistvu prav dosti zanimalo, ne? Kaj bi se to sploh lahko zgodilo, ne? Ampak ja, tle noter pove, ne, da človek prav čud, kdaj je ladja popolnoma mrtva, ne? To je zanimiv feeling. Ne vem, kako se počuti, a veš, kako čutiš, da je ladja popolnoma mrtva? Ne. Ampak očitno v vesolju se te stvari dogajajo. Ne. Ja, nekaj mrtvih moraš videti ladji, ne? Pa mogoče lahko rečeš, veš, zdaj, za nas, ki to še nismo, ne?
Mogoče bi to mogel kakšnega serviserja vprašati, če to tudi par avtu začuta, veš, kdaj je čisto. A misliš, da ga sam pogleda, pa ve? Ma ja, veš. Akumulatorji. Sigurno. Gospa, naredili smo vse, kar smo mogli. Ja, mislim. Je zelo dobro. Na vaše srečo je pa tam pri sosednjih vratih avtosalon, rabljenih vozil, imamo leasing, imamo na 60 obrokov, kar lepo. Imamo nove, imamo stare, vi sam pridite. Ja, tako. A pa nisem akumulator za zamenjati? Ampak ja, Fordu se je zdelo pa to malo sumljivo in skrivnostno, ker se ponovadi v vesolju take stvari ne dogajajo. Bi lahko parafrizirali na slovenski, ja, veš, pregovor, toliko cajt sem že na svet, toliko cajt sem že v vesolju, da vem stvari, Veš, Ja. tole se ne zgodi, kar takole. To je neki, ja, lej. Tole pa ne more biti prav. Ja. Ja, in gre malo okrog, se malo sprehod. Ne zalava tako noter v zlato srce, ampak malo en krog naredi. In kaj najde? Koga najde? No, Koga? koga, ja. Ja. Koga? Neki se spotakne na tleh, ne. Ja, pozabili smo že na Ja, ne. ja. Ja. Marvin, leži, bogi revež tam v tleh zabit. če kako piše. Nič se ne trudi, da bi me opazil, prosim. Ne? Ali Marvin, kaj počneš? Ja, nič se ne trudi, da bom opazil. Zakaj pa ležiš z obrazom v prahu? Fertik, či se. Marvin je res depresiven. Ja, Jaz sem zelo zamorjen, ja, veš. Mislim, zamorjen, ja, zamorjen. Kaj ga pa vprašam, pa zakaj zamorjen? Ne vem, nisem vprašal. Zgledam, mogo to v tovarni vprašati, veš, zakaj so ga zamorjenega naredili. Zdaj pa, nisem se toliko potrudil, nimam pojma. Ja, pa itak mislim, da ga sovražajo, pa itak, da ga vsi sovražajo in da je cel bogine. Ja. Ampak Ford pravi, da ga ne. Ja, ampak veš, to je on, recimo, Paul Marvin je že pač tako prepričan, da je to pač del zgradbe vesolja, da ga vsi sovražijo, da vsak, s katerim spregovori, ga začne sovražiti, roboti ga sovražijo, vsi ga sovražijo, v glavnem, pač se je to, to je tako, kot bi mojo najstnico poslušal, Nažalost je tako, da jo v bistvu v tem trenutku noben ne mara. Pa noben ne razumem, ampak pri njej je dobra stvar, da čez 3 do 5 let bo stvar čudežno zginila, ali pa recimo maksimum 7. Stari, rekel si 3 do 5 let, max 7. Maksimum 7, mu je rekel. Mislim, da bom v tem času razvil mentaliteto Marvina tudi jaz. Ne. Peli, to je rekel, da ga to še vse ne čaka, suvereno je Sam se ti tu laž. Vsi smo mi na istem, mislim, ali ti už prej frej, če ti kaj v tu lažbo. Če ti je rekel čez 7 let, veš, kaj je to. Da lahko že jaz sušit nekam. Mi imamo že zdaj drame, stari. Kao še lepo pri najstniških letih. Mi imamo tudi že zdaj drame, pa kaj bo še lepo, ampak Maja že bere knjige, kako postopati z najstnikom. Veš, kaj so rekli? To je za nas, ki radi kampiramo. Glede na to, da imata vidva vsak po 2, Ja. Nič te bolj ne usrečka pogled na tujo nesrečo. Ne, da bi komu karkoli prvoščil. Če te para fata odnesel, zase se nadrka, ampak ko vidiš, da je pa sosedu še šotor, ti je pa pred malo lažje. Pa ne, da smo prvošil, da mu ga je odnesel, niti slučajno. Ne, samo veš, tudi drugim se dogaja, vse je v redu, ta moment. Vsi smo mi v istem, to hočeš reči. Ja, vsi smo mi malo bolj vzajemali. Občutek povezanosti ti da. Vse to je lej. Ja. Ampak stari, v vsakem primeru se ne bo počutil tako bedno, kot Marvin, ki leži z obrazom v prahu magretenga tega ozračja, hotel reči. Planeta. V prahu magretenga planeta. Mislim, še nismo prišli, zakaj Bogi Revež se je tako vrgel z glavo
v planetu. Ja, zato, ker sem jaz hotel vprašati, ali je on bil depresiven. Obdemo najprej obdelati, zakaj je Marvin z glavo v tleh. Ja. Ker v bistvu je bil zamorjen in mu je bilo dolg čas. In pač kaj če človek naredi, mislim, kaj robot naredi, ki je zamorjen, pa mu je dolg čas, se preklop na ladjo, na računalnik od sosednje ladje. Ja, od tiste, ki je zraven pristala. Vodič, da je bila tale policijska. Vtič, a veš, da ima policijska ladja, da ima še vtičenco, a veš, da se lahko preklopiš najno. Pa dobro, pa se zihar ima, veš, za servisiranje, pa take zadeve. Vse to je čist neki, mislim, da bi človek mislil, veš, da je čist pač... To je po mojem standard, veš, to v Galaxiji že je USB-C standard. Ne, a veš, se to smo videli, kjer je bil, je bil pri kjermu filmu je bilo to? Ni bil Armageddon? Kje so šli? Independence Day. Ja, on se je priklopil, kjer je bil USB, takrat je še flop in odporin. Ja, on je bil računalnik sabo in se je vesoljsko ladjo, ki je prišla iz Boha, ne vem, če to razložijo, iz kje je prišla. Se je on priklopil zraven in naložil virus gor, ki je pol razfukal tisto. Takrat so bili virusi še ful moderna stvar. Ja, ne, pa pol se še tak še umestnik imel, ki se je pol še nekaj zahlala v glava ali nekaj tako ne spomnim se. Ja, ti si bilo kar... Tiste je res, ko si tisto gledal, te je res malo hište spravo. Ja. Mislim, res je, da sta ona dva takrat imela to njihovo vesoljsko ladjo, tako da so oni mogli že prej ta interfejs nekaj pogruntati. Ne? Recimo. Ben se ne ukvarja s tem, ampak ja, on je imel takrat laptopak in je bil v tisti vesoljski ladji, sta bila z Will Smithom, Jeff Goldblum je bil ta, on je nekaj časa je bil ta ful tak profesor, so ga ful za profesorje jemal. No in je on pol to zrihtal, no, tako da je rešil zemljo. V bistvu je Bill Gates, tako kot s cepivom. Ali ne, ali... No, ja, lej. Če je zihar je bil na Windowsih tisto. Zna biti, da bil se prav, sem zaradi licence verjetno nisem smel pokazati, ampak... Zakaj mu je sam virus naložil? Sam Windows je mogel naložil, pa samo crkne tudi. Je takrat zihar, stari. A se spomniš takrat, kjer komad je bil, ne? Za 95, ko je bil od Rolling Stonesov Start Me Up. Start Me Up je bil, največ. In takrat so se pol norce delali, ne, da je v bistvu, da so naroben vers uporabili, ne, da mogo biti You Make a Grown Man Cry, veš. Dobro se, valjda. Samo res. Ja, v glavnem, Marvin je pa še spacal v pesku. Tako. Se ugotovimo skozi pogovor, da v bistvu, ker je bil toliko zamorjen, pač se je šel malo pogovarjati z računalnikom iz ladje in... Ko mu je razložil svoj pogled na svet, je ladja storila samomor, oziroma računalnik ladijski ga je naredil. Tako da... Ja. Ladijski računalnik je bil Slovenc. Ali pa Finc. Ja. In zdaj vemo, kako sta ona dva policaja iz prejšnjega poglavja umrla. Ja. Šuti pa bang, bang. Evo. Ja, in pač z ladjo se je tudi tole malo šlo. Ja, seveda, če ni imel računalnik... Sta bila diskonektana, sta bila. Ja, tako, ja. Sem to klinčem, mislim, da imaš tak sistem, ki pač, ne vem, a veš, centralo ubiješ. Prej so imeli vse, ne? Veš, une povratne zanke so imeli na teh oblekah, pa vse skupaj. Ja. Če pa zgleda glava na računalnik crkne, pa to... Si pa ti tudi crkne, pa tudi zadaj dosti, mislim. Tako, ko se, ne vem, ali se Kia ali pa Mercedes se ustav, če kitajski čip za 50 centov crkne. Pa se ustavta, na konc nimaš kaj, ne? Čeprav tukaj je spet teorija zarote, ne, da je mogoče, ne... Kje? Ja, ne, se mislim, ni ta teorija, ampak kaj veš, daš nek, se to teorija zarote, navednice, ne, da daš nekaj več bolj pocen, ne, da pol na servis hodiš, pa tako gor pa dol, ne, da ne delaš čisto. Ne, pa to pa ni teorija zarote, to mislim, da si lahko tudi, mislim, da so tudi v Špiglu naredili to, mislim, da je bilo na tiskalnikih narejen, da je bilo pač daš nekaj noter, kar se bo tok in tok je sprejel, kupi pa se pa pač usedel, ne, in si ga mogel na servis prinesti. Ja.
to ni teorija zarote, to je efekt, ker recimo pri General Electric pa v ostalih štromarjih so se v 30-ih zmenili, da bo imeli žarnice, ki bo imeli tanjšo nitko, ki so bile šune z Wolfram, ali kaj je bila Wolframova nitka, ali kaj je že bila. So bile različne, prva, Wolframova. Kjerkoli je že bila, v 30 letih prejšnjega stoletja so se zmenili, da bo dajali manj daljšo, ker če dajo malo tanjšo, bo prej crkane in bojo več zaslužili. Tako da vse korporacije, ki so prodajale žarnice, so se zmenile skup, a veš? Na enem izdelku dela, ne vem, 50 inženirjev, pa zato, da ga naredi, pa verjetno 20 inženirjev, ki razmišlja, kako bi ga tako naredili, da pač bo hmal za usmetine. Ja. Sam si videl, zdaj pa Evropa, ne vem, sprejela oziroma ne bi šlo to nekako, da bi mogle stvari del cajta delati. Ne. Mislim, ker tehnično smo pač sposobni narediti skoraj neuničljivo stvar. Sam po mojem tukaj stroške, a veš, ti ne veš, toliko stvari daješ noter in pač pa vsak je mal, ne. Ja, in to je še plus, da tista crkne, pa imaš pa, ne. A veš, to je samo to. Stvari delajo v treh planeta, smenah. bo treba malo drugače začeti delati. Mislim, itak, da ne moramo pač tukaj. A veš, in pol je še imaš še 2 milijarde ali pa 3 milijarde ljudi na svetu, ki prasci nočejo kupovati teh stvari, zaradi tega, ker sicer denarja nimajo, oni bi vse to kupili, sam pač žal, če za jesti nimaš, težko kupaš iPhone, ne? Ja, mislim, pomaga, da bi najprej se malo najedel, pa druge stvari. Oni bi vredno tudi iPhone imeli. Ja, seveda bi ga imeli. Vsi bi imeli iPhone, sam pač, da veš, pitna voda, ne? Ja. Ali pa nekaj za jesti, kole. Ja, pa nekaj za jesti. Mogoče 3 tople obroki, juhej, ne? Ja, juha in juha in je, točno to. Tako da, ja, ne. Ja, v glavnem, kdo je bil 2 policaja? Marvin, ne? Ja, v bistvu in ladjo. Če je ladja sposobna samomora, se pravi, moramo predvideti, da je malo umetne inteligence, se pravi, da tudi ta je, ne? A veš, da je skoraj koč, da ni bitja, ampak ne, zaveda se sebe, to se pravi je. Ja, če pravi, da samomor se zaveda sebe, ne? Ja. Tako da to je pa to, ne? To je pa to, ne? Spet je en pečino obešalnik, a je valjda, da je, ne? Sej kaj pa če biti. Yep. Napravil je samomor in to je to. Pečino obešalnik in smo tle. Konc. Fjartik. Še ene epizode. Itak so tele... Ja, so bolj takratke. Vabim poslušalstvo, da preberete citat iz naslednjega 35. poglavja in to je zadnje poglavje. Pa ne peli, daj povedati tako, da ne bojo poslušalci zaskrbljeni, da ne bo nič več. Ja, je še. Še pride iz prve knjige, tako je. Prva od mnogih skoraj. Prva od mnogih. Ne, citat preberete tako, da odpirate usta. Kako ga pa posnamete, lahko pokličete našo telefonsko tajnico na 0599 688 685. To je brezplačna telefonska številka, sam to povem. Ostale informacije, kako nas kontaktirati, pa so na hvala za seribe.si. Ker pa štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa je zastonj, nas lahko, če nas lahko, podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Iz srca pa vsem najlepša hvala tudi za poslušanje. Z vami smo bili Aljo Pelizi in če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si.